tokratni oddaji Klepet ob kavi se sprašujemo, zakaj igrišča samevajo. Svojo vizijo uspeha in življenjsko zgodbo je z nami delila Aleksandra Saša Drole, kako pa zdravijo raka v privatnih bolnišnicah v Beogradu, nam zaupa Draško Dimnik iz centra CanSafe. Kolikokrat ste danes že preverili svoj pametni telefon? Ali pa na spletnem oziroma družabnem omrežju, kaj se dogaja? Pri katerih letih svojemu otroku že dovolite, da ima svojega, torej svoj pametni telefon? Se sploh zavedamo posledic? Na družabnih omrežjih imam nekaj tisoč prijateljev. Pa vendar sem osamljena. In ta zgodba nam je mnogim znana. Vsak dan se lahko s svojimi prijatelji pogovarjamo v klepetalnicah, pa vendar nas mnogi niti ne poznajo. Lažje je gledati v zaslon, kot nekoga pogledati v oči. In ko stopimo korak nazaj in pogledamo okoli, hitro ugotovimo, da ta družabna omrežja pravzaprav sploh ne združujejo. Ko odpremo računalnik, pogledamo na telefon, se zapremo pred možnostjo žive osebne komunikacije. Ste pomislili, da je vsa ta tehnologija, ki jo imamo, pravzaprav samo iluzija? Osebna komunikacija, izmenjevanje idej, izkušenj, prijateljstvo, pravo prijateljstvo. Ko usmerimo pogled stran od naprav iluzije, lahko vidimo svet zmede. Svet, v katerem je tehnologija, ki smo jo kupili mi, zaslužila nas. Vidimo lahko svet egoistov, samopromocije, prepotentnosti. Kje so tukaj pristni občutki radosti, sreče, zadovoljstva? Ko objavite, delite fotografijo sončnega zahoda, lepo, ampak velika razlika je, če ste ga doživeli sami ali pa v družbi prijateljev, najdražjih. Zavedajmo se, da so okoli nas otroci, ki nas opazujejo, in ne dopuščajmo, da vidijo zgolj robote, naj vidijo življenje v nas. Verjetno najboljši oče na tem svetu ni tisti, ki svojega otroka zabava zgolj tako, da mu v roke porine tablični računalnik. Bodite tam za svoje prijatelje, da bodo tudi oni tam za vas. Torej, ko ste v družbi, v službi, na avtobusu, na klopci ali v parku, pustite telefon pri miru. Pozabite na tablice, računalnike. Poglejte okoli sebe, opazite lepoto narave. Dajmo se pogovarjati drug z drugim. Naučimo se obstajati drug ob drugemu. Bodimo srečni. Zato pozabite za trenutek na svoj pametni telefon. Pozabite na ekrančke. Poglejte okoli sebe. Usrkajte dogajanje okolice. Čustujte in izkoristite dan v realnem življenju. Samo ena povezava je lahko tista, ki ti spremeni življenje. Pa vendar, če gledaš v svoj telefon, lahko izgubiš. Življenje lahko steče mimo tebe. Brez da bi opazil priložnosti za prijateljstva, za partnerstvo, za srečo. Ujemite trenutek, ko se srečata vajina pogleda. Ko se primeta za roke in se prepustite dogajanju. To so trenutki, ki jih ne rabite deliti s celim svetom. To so intimni trenutki, ki jih je vredno doživeti. Zato ne zapravljajte svojega časa in svojega življenja s konstantnim preverjanjem dogajanja na družabnem omrežju. Kdo je kaj objavil, kdo je kje bil, kdo je kaj oblekel, kaj je jedel, kaj je počel. Kje si ti? Kaj želiš početi ti? Kdo si ti? Vsak dan se sam odločaš, ali boš bežal pred življenjem, ali boš živel življenje. Izbira je tvoja. Moder človek mi je rekel, ne vzgajajte otrok, vzgajajte sebe. In glede na to, da otroci črpajo in gledajo, kaj se dogaja z nami, kaj mislite, kakšne so potem posledice, kako se to kaže? Lahko samo pogledate igrišča in opazili boste, da so precej
prazna. Danes sem v svojo družbo povabila Gregorja, ki je soustanovitelj, predsednik društva Naturo. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Pozdravljena. Res sem se veselila tega najinega pogovora, kajti tako otroštvo, kot smo ga videli v televiziji, v filmu Sreča na vrvici, a je sploh še možno, da otroci doživijo tako otroštvo zdaj? Jaz mislim, da ne. Da tako otroštvo, kot je bilo takrat, ko smo ga imeli mi, ko smo bili majhni, ti, pa jaz, pa najina generacija, da ga ne bo več. Tega preklicati več ne moremo. Zdaj, razlogov za to je več, zakaj otrok ni več zunaj. Zdaj, po mojem mnenju je to predvsem prilepljenost na ekran, ker so otroci non-stop na ekranu, potem angažiranost v obšolskih dejavnostih, se pravi podajanski treningi in glasbene šole in tako naprej. In pa strah staršev, starši imajo različne strahove, zakaj otrok ne spustijo ven. In posledica je pač očitna, otrok ni več na igriščih. Kje so še, ampak jih je manj, tako zelo se je zmanjšalo to število. Ko sem govorila z kakšnimi športnimi učitelji, ki so pa zdaj že malo tik pred pokojem, so rekli, da je grozljivka, kako so otroci leseni, kako nimajo koordinacije, da so motorične sposobnosti na dnu proti tem, kaj je bilo recimo 20-30 let nazaj. Ja, sigurno. Če otrok ne giba, ne more razviti niti teh sposobnosti. Zdaj, tudi če je on vključen v športne aktivnosti, to so aktivnosti, ki imajo na nek način eno in isto gibanje in je to. Zdaj, ko si pa ti, ko je pa otrok zunaj, ko smo bili mi zunaj, smo se gibali pa na vse možne načine, igrali smo vse možne športe, plezali smo, tekali smo, zelo različne gibe smo izvajali in seveda je bila motorika drugačna. In tudi v bistvu to ni bilo 1 uro na dan, ampak je bilo cel popoldne, in vikende in počitnice in non-stop v gibanju, pa non-stop zunaj. Danes je veliko aktivnosti tudi noter, kar spet vpliva na vse skupaj, na cel sistem človeka. Zanimivo, da so bili otroci tudi neprimerljivo bolj zdravi, ampak o tem mogoče kasneje. Zdaj, starši so lahko ozaveščeni, pa se odločijo, da ne bojo otroka obremenili s toliko dejavnostmi, da bo imel več prostega časa, da bo šel ven, plezati po drevesih, raziskovati gosti in podobne zadeve, lahko se tudi soočijo sami s svojim strahom in niso tako paranoični, da jim dejansko dovolijo, da grejo ven, ampak tehnologiji se bojo pa težko izognali v tem smislu, da ti otrok pride domov pa reče, lej, vsi moji sošolci pa sošolke imajo pametni telefon, jaz ga pa nimam, a ne? Kako se pa, ti si tudi oče 2 otrok, kako se ti soočaš s tem, recimo? Ja. Zdaj, seveda, tehnologija je tle. To šlo nazaj ne bo. Zdaj, s tem je treba nekako smiselno ravnati. Jaz zaenkrat, v bistvu smo še malo mlajši otroke, 8 pa 3 leta, in jaz ne delam toliko na, kako bi rekel, na ukvarjanju s tehnologijo, kakor želim otrokom vseeno dati ta del zunaj, zaradi tega, da nekako jim bolj pride v njih ta zunanji svet, se pravi, da so zunaj, da gibajo. Da jim bo bolj fajn, da grejo ven, kakor da so za ekranom. Ja, ni toliko, da se borim z tehnologijo, ampak jim skušam zagotoviti čim več tega zunaj. Zaradi tega, ker v tem zgodnjem otroštvu, se pravi, če rečemo, mogoče še malo razširimo, pa rečemo do 10 let, ko poteka zelo intenziven razvoj možganov, telesa in tako naprej, takrat se vzpostavljajo te notranje strukture. In če takrat otrok dobi, recimo temu, dovoljšno dozo tega zunaj in teh užitkov, ki jih, recimo, igra na prostem spodbuja, podpira, bo to nekje v njemu. Tudi če bo polka, bo udobno najstništva, pa bo malo več na napravah. Še zmeraj osnovna struktura v glavi je pa postavljena na enih bolj zdravih temeljih. Je mogoče razlog tudi, pari težko zanosijo v tem času. Veliko je teh otrok iz projektke in taki se mi pa zdi, da so pa še bolj paranoični. Tuk so se trudili, da so ga naredili, pa ga bojo pa ven poslali, pa ga lahko kdo ugrabi, pa lahko pade, pa lahko 1000 scenarijev imajo dejansko v glavi. Ampak kaj je rešitev tukaj? Ja, te strahovi so zelo prisotni, jaz se zelo srečujem se z njimi. In tudi starši, ki so imeli otroštvo zelo dinamično in zelo na prostem in zelo so bili vpleteni v neke tvegane igre, recimo temu, in danes je vseeno precej strah. Zdaj,
Odkje se je to prikradlo, v bistvu se še sprašujem, mi še ni čisto jasno, ampak zdaj, če rečemo, da je strah v osnovi pred nekimi, smo temu nepridipravi, nekimi belimi kombiji in pred tem, da bo otroka nekdo zlorabil in ne vem kaj, je zdaj tako, jaz vodim eno društvo, kjer razvijamo, društvo Naturo, kjer razvijamo recimo koncept doživljajskega igrišča. Zaenkrat sem v Kranju, želimo pa tudi razširiti še na druga mesta. Se pravi, to je nek prostor, ki je vseeno varen, ki je vseeno tam prisoten, odrasli, ampak otrok ni upleten v neko, se pravi, vodeno dejavnost. Otrok ima tam vso svobodo, tako kot smo jo midva imela v otroštvu, ampak in vloga odraslega tam ni, da otroka poučuje, da ga vodi, da mu daje navodila, ampak da mu samo zagotavlja tisto čisto osnovno varnost, da lahko on to igro živi. Se pravi, občutek svobode. Občutek svobode, ja. Kaj jaz osebno, jaz še nisem mama, ampak kar osebno pač pri svojih prijateljih opazujem, ki imajo otroke, ne vem, stare tam, ne vem, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 let, je to, da ves čas sprašujejo, a sem zdaj bil dovolj dober, a imam zdaj lahko telefon, a imam zdaj lahko dejansko tablico in s temi nekimi tablicami in telefoni v bistvu nagrajujejo. V tem smislu to je pa nagrada, ne? Ja. Zdaj, to je zelo nevarna nagrada. Že v tem smislu, to je pa nagrada, to je pa zdaj najvišje, kar je lahko. Verjetno sistem nagrajevanja po metodi tehnologije ni najbolj vešča zadeva oziroma pametna. Jaz bi to še malo širši kontekst postavil, ne. Ni toliko, zdaj, tako bom rekel, danes velik del vzgoje temelji na nekih zunanjih stimulansih, recimo temu, ne. In otroci se zelo veliko dela svojega otroštva v bistvu napreduje na podlagi nekih spodbud, nagrad, ne. Tudi ko so vključeni v športne aktivnosti, v neka tekmovanja in tako, tam so neke nagrade, starši jih nagrajujejo s tem, z drugim, ne. In na ta način v bistvu otrok razvija do neke mere neko odvisnost od teh zunanjih spodbud. In ko on odraste, je s tem še zmeraj malo odvisen od tega, ne. In potem on tudi takrat išče te, ne. Noter je pa ni zgrajen, ni malo praznine, nima se v bistvu tako, pol se zgodi ena taka zgubljenost, ko pride v obdobje najstništva pa tako, ne. Zaradi tega se tudi zelo povečuje število raznoraznih težav, psihiatričnih, vedenjskih, zdravstvenih, že v obdobju najstništva, ki jih včasih ni bilo, ne. Tako da, recimo, igra na prostem, ta prosta igra, ne, ko smo se sami igrali, je pa dala otroku eno notranjo stabilnost, eno notranjo trdnost. In ko iz tam črpaš, se lažje tudi znaš odzivati v okolju kasneje na neke težave, ki se pojavijo, na neke viharje življenjske in tako naprej. Se pravi, je bistvenega ključnega pomena za tudi zdravo odraslost, prosta igra, otrok, ampak hkrati je to izjemno ogroženo v današnjem času oziroma nekje je, ker igrišča samevajo, ker nič se ne dogaja. Za teh dejavnikov, ki sem jih naštel, pač se pravi prevelika vključenost v interesne dejavnosti, se pravi, otrok nima enostavno časa, da bi šel na igrišče. In tudi, če nekdo že ima, nobenega drugega ni, ker so vsi drugi po nekih dejavnostih. Imajo tle starši težavo, tudi tisti, ki bi želeli otroka poslati ven, se sprašujejo, kam naj ga pošljem, če tam ni nobenega, ne. Tako da tle ena težava. Zdaj, se pravi, treba bo razviti alternative, treba bo spremeniti v bistvu okolje zunaj, da bo treba bo otroka nekako ven povabiti, ampak ne na način, da bomo odrasli spet zasedali ta prostor, ampak da damo ga otroku in on upravlja s tem prostorom. Doživljajska igrišča so meni res taka stvar, alternativa mogoče za današnji čas, ki se najbolj približa temu, hkrati pa in s tem otroka navadimo na biti zunaj, ne. Poznam namreč starše, ravno zadnjič smo se pogovarjali, ne vem, 12, 13, 14 let star najstnik, ga je starejši stric, mislim, da ga je peljal v gozd in je bil čist fasciniran nad gozdom, nad koreninam, nad vsem, pa dejansko ima 2 minuti hoje do tja, ampak pač ne gre, zaradi tega, ker se dogajajo bolj pomembne stvari. Naj bo potem nagrada skupni sprehod po gozdu ali pa to, da lahko gre ven na travnik ali kakorkoli. Se pravi, tudi mi moramo en klik narediti tukaj v glavi.
Ja, lahko na nek način otroka malo premamo, da gre ven, ne? Ampak načeloma, ko je otrok zunaj in ko je recimo zunaj več kot pol ure, se v telesu itak sprožijo procesi zadovoljstva, sprošča se ta hormon sreče, serotonin in tako naprej. In otroku bo s časoma mu bo fajn postajalo zunaj in bo enostavno hotel iti ven. Če pa teh izkušenj nima, če se to ne usidra v njega, pa ne bo. Ne. Tako da, ja, jaz bi zelo priporočal, da starši čim več grejo z otroki ven. Je pa treba spet, ne vem, mi tudi tako delamo, da recimo naredimo, ne vem, družinski dan, v katerem povabimo družine in potem se zgodi to naravno, ker je več družin, ne, da so odrasli skupaj, otroci pa igrajo po svoje. Ne. Ko gre družina sama, se tako dogaja, da v bistvu so starši dosti prilepljeni na otroke in otroci spet nimajo te svobode, raziskovanja in tako naprej. In če pa večja skupina, ne, se pa tam začne dogajati tako zelo taka dinamika, sproščena svoboda. Ne. To je dobra novica. Se pravi, v osnovi je prvi korak ta, da se starši začenjajo povezovati med sabo. Ja, družine danes dosti tako živijo vsaka malo zase. Saj seveda so izjeme, pa so kakšne družine, ki se bolj povezujejo. Ampak načeloma se ljudje dosti oddaljujemo drug od drugega in s tem tudi otroci niso več toliko povezani, ne. Ni tega skupnosti, ni več, skupnost razpada. Ne. Malo se je preselila na virtualni svet, ampak tist ima svoje minuse, ne, in pluse. Okay. Še kakšen nasvet bi lahko posredoval staršem? V Kranju zdaj imate tale center, se pravi, kjer se povezujete in otrokom dajete možnost občutka te svobode in raziskovanja. Upajmo, da se razširite po vsej Sloveniji, ampak zdaj mogoče starši na Štajerskem, še drugje po Sloveniji, kaj bi jim priporočal, da se povežejo sosedi, kako, ne vem? Ja, to je vsekakor fajn, da se povežejo, da če ni otrok zunaj, pokličejo 10 sosedov in se zmenijo in vsi na isti dan pošiljajo otroke ven in tako naprej. Predvsem, mislim, zakaj? Zato, ker danes se mi zdi se en tak paradoks dogaja, ne, da starši si želijo za svoje otroke, da bi bili kasneje srečni, uspešni in tako naprej. In jih že v zgodnjem otroštvu nekako želijo, da ta uspeh že otroci občutijo, ne, se pravi ob nekih uspehih malih in v šoli in v popoldne in ne, se pravi s temi teh prostočasnih dejavnostih. Ampak sreče ne bojo otroci črpali istem. Srečo, če bojo v otroštvu imeli to svobodo in jo naučili se sami producirati, ko bojo zunaj, ne da jim je dana zunanji faktor, ne, ampak kaj bojo začutili in če bojo to prenesli kasneje, na kasnejše obdobje, bo to tista baza, ki jim bo osnova in bojo vsi problemi bojo manjši zaradi tega in se bojo lažje soočali s tem, ne bo jih toliko podrlo. Se pravi, ne bojo odvisni od zunanjih doseganj, nekih dosežkov. Ja, super. Gregor, ti si kralj, bravo! Hvala ti, da se s tem ukvarjaš, hvala ti, da širiš vse to in v Kranju imate vi, svoj center. Ja. Odlično. Evo, mi pa bomo tudi objavili, kje lahko dobite še kaj več informacij, če nas spremljate na Facebooku oziroma preverite na www.klepetobkavi.si, kjer lahko najdete mnogo vsebin, ki vam pomagajo pri tem, da boste fajn vzgojili sebe in posledično tudi svoje otroke. Sicer pa naj vam bo svet lep, pa danes jih brcnite ven. Akcija, tudi če je dež, pa po lužah skakati. Na zunaj lahko deluje uspešen. V resnici, če bi se globoko pogovorili z njim, pa bi ugotovili, da ni uspešen, pravzaprav ni srečen.